gospa Simona Piber, lepo pozdravljam v naši knjižnici, knjižnici Blaža Komerdeja na Bledu. V mesecu oktobru letošnjega leta ste se kot obraz Bleda predstavili v čitalnici in če vas večina prebivalcev Bleda in okolice prepozna kot uslužbenko iz zapoštnega okenca, vas mi, blejski knjižničari, morda poznamo kanček bolje, kajti čitalnica se nahaja v prvem nadstropju stavbe pošte, pomeni nad vašim delovnim mestom in srečavamo se dnevno, če tudi mimobežno, in vemo, da ste človek širokega spektra zanimanj. Ste rojena Blejka? Ja, tako je. Že od rojstva sem v Bledu. Čeprav starša ne izvirata z Bleda. Nista od tukaj. Mama je Štajerka, a oče pa je prišel iz Hrvaškega Zagorja. Se pravi iz Ludbrega, to je blizu Varaždina. Vendar se imam za Blejko, glede na to, da sem že od rojstva tukaj. Tudi v šolo sem hodila tukaj na Bledu. Osnovna šola je bila tam, kjer je zdaj? Ja, tam je bila na isti lokaciji. Je bila, moja dva starejša brata sta sicer obiskovala osnovno šolo tudi v prejšnjih lokacijah, ki so bile tukaj. Jaz pa ves čas na tej lokaciji, ki je tudi zdaj, čeprav je bila takrat šola veliko manjša. Zdaj se so posodobili, povečali, tako da. Ampak v bistvu je Bled tak, kot je bil v osnovi takrat pred leti, čeprav se je potem vse skupaj razširilo. Rodila sem se v precej veliki družini, sem najmlajši otrok. Očetov ta 6. drugače. Oče je bil prvič poročen, je imel sina in hči. Žal mu je žena potem umrla in je moja mami pošla skrbeti za te dva otroka, za mojega pobrata in polsestro. Sta se pa z očetom nekako uspela najdeti tako, da sta se potem poročila, na kar se je rodila hčerka, ki je po enem tednu žal umrla. Zatem pa sta se rodila še dva moja brata in zadnja sem bila potem jaz. Tako da pravijo, da sem postrgavček. Ste strkanka? To niti ne. Čeprav sem bila atijeva ljubica. Ampak mami je bila tista, ki nas pa ni glih spustila zvajati in smo mogli biti, kar prej nismo mogli obogati in delati. Tako da žal smo zelo zgodaj ostali brez očeta. Jaz sem bila takrat stara 11 let, ko je oče umrl, tako da smo ostali sami in je bilo treba poprijeti za čisto vsako delo doma. No. Kar verjetno ni slabo za... Ne, ni slabo, čeprav bili so pa dosti težki časi, no, to ni bilo enostavno, sploh ne za našo mami, da je ostala sama s 3 šoloobveznimi otroki. Tako da, ampak nekako smo se uspeli srečno prebiti skozi vso šolo, eni več, eni manj. Pisala ste se Gradinski? Tako je, pisala sem se Gradinski, dekliški priimk. Starejši občani se verjetno še spomnijo mojega očeta, ki je imel frizerijo v starem hotelu Park. Tudi sama imam nekaj spominov na to frizerijo, čeprav sem bila takrat še zelo majhna, no. Ampak se spomnim tako vizualno, kako je to noter izgledalo, kako je bilo urejeno, posebej moški oddelek, posebej ženski oddelek, vmes je bilo pregrajeno. Zelo rada sem zahajala tja dol, ker v bistvu do male šole, do osnovne šole sem na pol, nisem hodila v vrtec, sem se v bistvu opazila pri mamici dol v frizeriji, da se temu tako reče. Po družina povezana, ne? Ja, tudi potem, ko sem šla v šolo šele, je šla mami potem delati v Zemine. Oče je pa tudi potem, ko je se stari Park hotel podiral, odločil, da ne bo več imel lokala v novem hotelu. Tako da ja, s tem se je v bistvu ta frizerija tukaj pa nas zaključila.
In nihče od otrok ni nadaljeval? Ne, nihče ni nadaljeval. Jaz sem sicer imela sem željo nekako po osnovni šoli, da bi šla mogoče za frizerko, pa me je mami malo prepričala in rekla, rajši ne, pa idi rajši drugam. In ker sem takrat pač zelo oboževala tuje jezike, sem se odločila, da grem danes je tu gimnazija Jesenice. Takrat pa je bilo to usmerjeno izobraževanje in je bil tam družboslovno-jezikovna srednja šola. Vsi smo začeli nekje z družboslovno usmeritvijo, po 2 letih se je pa ta delila na družboslovje pa na jezikoslovje. Sicer sem šla na družboslovje v to smer, vendar sem poleg angleščine in nemščine potem se še 2 leti učila francoščino. Tako da danes, recimo, en malo zastopam, tudi francosko. Ta ljubezen do teh jezikov se me je v bistvu ves čas držala, čeprav, ko sem se pa odločila, kam bo šla na fakulteto, potem naprej dalje, pa jeziki niso prevladali, je pa prevladala geografija, pa umetnostna zgodovina. S tem so me v bistvu okužili v srednji šoli, da tako rečem. Tako da upisala sem se na to smer, vendar sem izbrala nepedagoško smer in zelo hitro sem ugotovila, da ta nepedagoška smer bo imela velike težave z zaposlitvijo. Da zaposlitve ne bom dobila. Ker se je pa potem tudi sredi prvega letnika v bistvu pokazala priložnost, da dobim stalno zaposlitev, ker sem v času poletnih počitnic delala kot pismonoša na terenu. Tle na Bledu, v rajonu, kam se mu reče Rečica, predel Bleda. Pokazala se je ta možnost, da bi dobila stalno zaposlitev in jaz sem jo sprejela takrat. Sem opustila študij. Ne bom rekla, da mi je žal. To ne, zato ker so odločitve, ki jih sprejmeš, mogoče včasih mislim tako na hiter, ampak takrat sem kar dobro premislila, kaj bom. Pa moram reči, da mi ni žal. Ste se mogli še kaj izobraževati? Dodatno, kaj posebnega izobraževanja niti ne. Ker je bila gimnazija. Ja, ker je bila le tako v bistvu splošni program. Še v bistvu lahko rečem, da sem jezike bolj obvladala kot nekateri, ki so prišli iz srednje poštne šole. Kar je bilo zelo zaželjeno, glede na to, da sem bila začela že takoj na Bledu delati. Takrat je bilo malo več obiska turistov, kar pa danes so mobiteli in tako naprej. Veliko manj se piše turistov je manj na pošti. Telefonske govornice so bile čas. Tako. Na pošti se spomnim, je bilo več obiska. Potem ste se verjetno zaljubila, začela pot? Ja, tudi, že v srednji šoli, vse smo skozi vse leta bili malo zaljubljeni. Ampak takrat, ja, pri 23 pa sem srečala mojega moža in kemija je kar delovala med nama, tako da... Kar pomnim se, vaju spomnim. Ja, tako je. Tudi on je v bistvu na pol Bled. Njegov oče je bil tukaj iz Bleda, Piber se je pisal, Matevž. Sicer je po drugi svetovni vojni odšel od doma v Postojno, kjer se je oženil, dobil Primorko za ženo. Živeli so tam ves cajt do starosti 22 let mojega moža. Takrat so se potem preselili nazaj na Bled, ker je imel oče željo se vrniti. Žal je prej umrl, preden se je uspel vrniti, tako da so se sami vrnili potem nazaj. In zelo kmalu potem sem jaz njega spoznala, tako smo bila najprej par, potem pa smo se odločila, da se poročiva. Sem jaz prevzela priimek Piber. Omenila ste, da ste športnica. Ja, res je. Vsekakor ste zelo aktivni. To drži. Že od majhnih nog. Že ko smo bili, da rečem, odkar pomnim zase, pri 2 starejših bratih je bilo vedno dosti aktivnosti v hiši in da rečemo, mi smo rekli temu jage. Drugač pa celo poletje, po 3 mesece smo bili v Grajskem kopališču,
dan za dnem, od jutra do večera, tako da plavali smo ogromno takrat. Pozim pa seveda normalno smučanje, drsanje. Jaz se še spomnim recimo drsališča našega, ko je bilo še nepokrito. So bili termini popoldne, drsanje je bilo moja strast od nekdaj. Če bi bila takrat obstajala kakšna drsalna šola, tako bi se upisala, pa tega takrat ni bilo v tistih časih. No. Tako da, tudi v hribe sem rada hodila, ves čas, čeprav kot otroka me mami ni pustila. Malo se je bala zame, ker sem kot 5 let stara punčka padla na straži 6 metrov po skalah dol in sem si v bistvu zlomila lobanjo, mislim temu tako, da tako poimenujem po domače. No. Sem imela pretres možganov, čudež je bil po eni strani, da se sploh to nesrečo preživela. In od takrat naprej potem so me zelo opazili doma in v šoli, nisem smela nekaj časa telovaditi in tako naprej. Posledica tega so bile pa vrtoglavice in zaradi tega me mami ni pustila v hribe, čeprav sta brata redno hodila vsak vikend nekam in bi me bila z veseljem zmeraj vzela sabo. Tako da sem potem šele v kasnejših letih začela sama potem hoditi v hribih. Ja. Tudi na Triglavu sem že bila, tako da sem prava Slovenka. Lepa Slovenka. Ja. Rada kuhate in pečete? Ja, to je pa ena tak strastno, da rečem. Hobi, začel se kot hobi, prerasel je v nekaj več. Lahko bi to počela, če bi imela čas vsak dan, vendar žal časa ni toliko velik. Je pa to nekako postalo ena stalnica v mojem življenju, čisto tako spontano, da rečem. Ja, sej kuhati me je že naučila mami, ker sem bila majhna, to so bile tiste osnove. Drugače vse ostalo sem bolj ali manj samouk. Kar se tiče peke, me je zapekel piškoto in sladkarino Dušo brat, srednji brat, ki je drugače po poklicu kuhar. Vse ostalo naprej sem pa nekako sama razvijala. Nekako se mi je zdelo, začela se tako, no, da rečem, za novo leto, ko ti nekomu želiš ali za Božič podariti nekaj, pa želiš dati nekaj več, ne samo neko, rečem, buteljko ali nekaj, kar si kupil v trgovini. In sem rekla, kaj pa če bi jaz spekla piškote, nekaj domačega, pozaviješ, aranžiraš in daš to, namesto tega daš nekaj osebnega, nekaj, za kar si se potrudil. Večina ljudi je znala to zelo ceniti. Tako da sem skozi to prišla do tega, da potem v decembru lahko napečem tudi od 15 do 20 vrst piškotov in potem to mojim prijateljem, sorodnikom, znancem za eno tako pozornost enkrat na leto. Pa tudi drugače imam en krog ljudi, ki jih rada povabim za svojo mizo. Takrat, ko jaz temu rečem, da se lotem te moje kuharije, ni glih čist tako gostinski slow food, bomo rekli, da je to bolj počasen futer, ki je sestavljen tako nekako iz 5 do 6 hodov jedi, ob katerih zraven potem pokombiniram tudi ustrezno vino. Zadeva traja tam tudi 3 do 4 urce, ker ne moreš to tako na hitro. In potem tudi zapišem te stvari, kaj sem kuhala, kaj sem postregla, kaj sem naredila, vtise in tudi zdaj zadnje čase že tudi fotografiram vse. Tako da nastaja nekako ena zbirka, bomo rekla ena knjigca, kjer se to vse zbira. In potem včasih tako pogledamo nazaj, kaj je bilo, kako je izgledalo, malo dobujamo spomine. Vedno me pa privlači, da bi naredila nekaj novega, da bi skuhala nekaj novega. In skozi to zadevo, skozi hrano sem pošla tudi do tega, da sem začela spoznavati vina.
Zato je pa mečkam kriv moj najstarejši brat, ki je enkrat iz Nemčije prinesel ena nemška vina in je rekel, Simona, lepo prosim, daj skuhaj nekaj tukaj, kar bo pasal tukaj zraven. In tako smo začeli to snimati. Začela okušati. Ja, in moram reči, da danes, ko hodimo okrog, ko hodimo od vinarja do vinarja včasih, tako na obisk, na dneve odprtih kleti, dneve odprtih vrat, odvisno kakšne so te prireditve, zelo hitro, ko probam kakšno vino, pomislim na to, kaj bi jaz tukaj zraven skuhala. In to je tisto, kar me zdaj ta najbolj vleče, ta kombinacija hrane in vina, kako se okusi spajajo, predvsem tudi, ne vem, čim več domačih, izvirnih receptov. To je pa sezonsko seveda, sezonsko. Ja, tem. Tako da, in na podlagi tega smo potem seveda začeli tudi obiskovati razne kraje. Vsako leto gremo spomladi v Brda, na ta dan odprtih kleti. Spomladi je to? Spomladi je to, to je... Zdaj je že, mislim, da zadnjo soboto in nedeljo v maju, prej je bilo pa prvo soboto in nedeljo v juniju, vendar se jim je ta zadeva pokrivala s praznikom Čiša in so mogli malo prestaviti. Tako da tja zahajamo redno, vsako leto je nekaj novega, spoznaš kakšnega novega vinarja, kakšna čudovita nova vina, kako jih predelujejo, predvsem to ima vsak vinar svojo zgodbo in včasih je ena bolj fascinantna kot druga. To je že, mislim, da je 8 let približno, kako hodimo redno vsako vinar dol. Tudi poznamo se že z nekaterimi vinarji, lahko jih tudi danes pokličem, vprašam, lahko pred njim na obisk, rada bi kaj kupila, kaj nabavila, nobenega problema, da vse sprejmemo. Tudi Štajersko, tudi Primorje, prav obalo dol, tudi tam že kar precej poznamo. In skozi to varianto nas je potem pred 4 leti pot zanesla tudi na Portugalsko. Brat je bil službeno tam in je poskusil njihova vina, kar nas je, potem, ko jih je pripeljal še nekaj domov, ful navdušilo in smo rekli, pejmo pogledati, kako to zgleda. In iz tega je nastala ta pot potem tudi na Portugalsko. Šli smo z avtom dol, 2900 km, nekaj takega, približno je bilo v eno smer. Ampak šli smo z avto, zato da smo lahko tudi kaj nazaj pripeljali. Malo je bilo treba. Bili smo južno od Lizbone, čeprav smo si tudi Lizbono pogledali, Cabo da Roca, najzahodnejšo točko Evrope. To je bilo čudovito izkušnja. Potem, se pravim, tam smo bili nekako 3 dni, ker smo imeli še otroke s sabo. Seveda je bilo treba tudi za otroke malo poskrbeti in smo po 3 dni potem šli na jug Portugalske, bolj turistične kraje, kjer smo se potem kopali in zabavali v parkih, akvaparkih. Tako da je bilo za vsakega nekaj. Kako pa ocenjujete pivsko kulturo? Pivsko-vinsko kulturo pri nas, morda na Gorenjskem, ki ni vinorodna, pa potem Primorje, Štajerska, je to drugače? Ja, ta pivsko-vinska kultura se razlikuje predvsej v Sloveniji po pokrajinah. Tle gor, tukaj na Gorenjskem, ko ne rečem, se dobijo marsikatera dobra vina. Tako, v gostilnah, v restauracijah, imaš kar nekaj že na izbiro. In znano svetovati v hrani, znano? Različno. Nekje bolj, nekje manj. Zdaj, če sam poznaš malo vina, lahko tudi ni problema, izbereš sam. Da bi pa tako rekla, da veš pa lahko nekaj v nek lokal, kjer potem imajo na izbiro dobro vina, pa lahko samo kozarček spiješ, tega je pa zelo malo. Se mi zdi pa, da tam po Primorski, Brda, se pravi, pa tudi Štajerska,
imaš majčkeno več na izbiro, kar imam jaz izkušen. Je pa v vsakem primeru se moš kamorkoli greš nekam pozanimati, pa povprašati, kako in kaj. Prideš do informacij, prideš tudi do dobrega vina, potem ni problema. Pa to ni tako zaseljeno, cenovno, ne? Cenovno je pa zelo, zelo različno. Imaš zelo visoke cene, imaš pa tudi, bom rekla, tako zelo dostopne, sploh glede na kvaliteto, ker slovenska vina so izredno. So kvalitetna vina, res dobra, moram reči, vinarji se potrudijo, da naredijo nekaj dobrega. Cene pa so pa različne, to pa je. Nekateri, ki imajo bolj priznane imena, bolj priznane kleti in tako naprej, so cenovno višji napram nekomu, ki ni to poznan. Se mi pa še postavljena? Pa je kvaliteta kar primerljiva. Ja, to pa poznavalec prepoznaja. Tako. Moram reči, da tudi vina na Portugalskem so bila izredno kvalitetna, izredno dobra, lahko rečem, ničemer ne zaostajajo za našimi vini. Cenovno so bila pa izredno top. Drugje, kamorkoli greš, tudi v Franciji sem že bila enkrat v Alzaciji in tam sem tudi šla na eno tako vinsko pot skozi 2 vasi. Pa moram reči, vina čudovita, ampak cenovno so bila pa zelo visoka. Ja. Kaj ste že menila Portugalsko? Rada potujete? Zelo rada potujem. Zelo rada potujem. Ne bom, priznam, bom rekla, zaljubljena sem še zmeraj v Slovenijo. Obožujem Slovenijo, sploh dolino Soče, Brda, Primorje. Tja grem lahko vsako leto. Vsakič znova, tudi na poročnem potovanju sva bila z možem v Bovcu. Takrat vem, da se spomnim, je bil dan prekratek, ker sem si toliko želela ogledati, toliko izkušenj, nabrati, videti vse, sprobati, kar se je dal, od raftinga naprej do jadralnega padalstva. Tako da, ja, čez zmeraj grejo lahko v ta konc. Po svetu pa, ja, zanimivo je videti, kamorkoli greš, so drugačni ljudje, drugačni običaji. Včasih se moraš celo malo prilagoditi, ni glih enostavno. Poleg Portugalske, ja, sem bila tudi v Dubaju in to je čisto nekaj drugega, drug svet, kjer pač ženska ni čisto varna, bomo rekli, čeprav načeloma je. Samo boljše je, če hodiš okrog v spremstvu moškega. Se pravi, se na potovanja pripravite? Ja, vedno. Kar se le da, čim več probam pred potjo zvedeti, prebrati. Tako je, takrat običajno predem tudi da kaj poiščem, kaj pobrskam. Tako. V kakšni knjige vsegate? Danes je ta veseli dan kulture. Večinoma posegam po lažjem branju, priznam, ker je vsak dan toliko stresa, toliko napetosti, toliko obveznosti, da kadarkoli vzamem potem knjigo v roke, rada vzamem nekaj lažje branje, nekaj, da se sprostim, da ne razmišljam. Tako, običajno so to kakšni romani. Čeprav preberem tudi kakšno, bomo rekli, tako resno, kaj je težje. Kot človek čuti potrebo, tako da knjiga pod roki. Glasba vas spremlja skozi življenje? Odkar vem zase, je glasba moja stalnica. Včasih je bilo to doma, smo imeli gramofon in plošče, te stare velike, to je bilo zakon takrat. Ja, smo vrteli že, začeli smo z Beatli, ABBO, Pink Floydi in tako naprej. Tako da nekako glasbeni okus je pop rock, to srednje v bistvu poslušam vse,
Razen kakšnih prav, bom rekla, kakšnega težkega džeza. Ali pa kakšen prav heavy metal, pa težek. Tisto mi gre malo težje. Tudi takrat poslušam pa dejansko vse. Tudi zavrti svojo glasbo, ko obožuje irski folk rock, Flogging Molly. Tudi to mi gre v ušesa, ni problema. Vse, čisto vse. Je pa odvisno od razpoloženja, kaj poslušam. Kadar delam, kadar kuham, mora biti to nekaj, bomo rekli, bolj veselega. Kadar pa sem otožna ali pa treba kaj razmisliti, ali pa se kaj odločati, takrat pa potem kakšne bolj nežne tone, recimo opere. Da lahko misli tečejo. Tako. Zavrtite pa se ob kakšni glasbi? Tudi ob vsem skoraj. Plešem tudi na narodno zabavno glasbo, ni problema. Tudi polko pa valček obvladam, tako da... Lepo. Omenila bi še bolezen kot preizkusni kamen samega sebe, bližnjih in širše okolice, pa še morda česa. Ja, vseh se to dotakne. Se pravi, pred 10 leti sem dobila diagnozo, rak dojke. Imela sem srečo, da sem to v bistvu odkrila sama, v zelo zgodnjem stadiju. Tako da ni bilo potrebno kakšno zelo hudo zdravljenje. Pač bil je operativni poseg, nekaj obsevanja, nekaj hormonskega zdravljenja, na srečo kemoterapije pa nisem imela. Je bil to, se pravi, jaz s možem se hecala pravila, da je to novi družinski član, ker to je nekaj, s čemer moraš živeti. Tudi po 5 letih, ko ti rečejo, da si zdaj klinično ozdravljen, še vedno moraš biti pozoren nase, na svoje telo, kaj ti pove in vse skozi je to pač prisotno in nikdar ne veš, lahko se mi enkrat vrne. In če se bo enkrat vrnil, se bova spet spopadla. Tako, kot sva se prvič, se bova tudi, če bo treba še enkrat, ni problema. Je pa to res ena specifična, huda preizkušnja. Na začetku si zelo prizadet, zakaj se ti je to zgodilo, zakaj ravno tebi. Nihče v družini ni tega imel. Samo jaz, odkot to, kaj sem naredila narobe, to je eno vprašanje, si postaviš takrat v tistem trenutku. Ampak potem se odločaš in rečeš, to moramo dati skozi, tega lotati, spopasti s tem. Vsi so mi rekli, sicer ne razmišljam o tem, ne hodim po knjigah gledati, kaj je kaj in tako naprej. Da res nisem, jaz sem prišla sem in kar sem mogla čtiva nabrala, da sem videla, s čem se moram spopasti, kako to zgleda in moram reči, res ni bilo težko. Ni bilo težko, čeprav sem bila po eni strani mogla biti močna tudi za mojo okolico, za mojo družino, za mojo mami. Nekako vsi so mene podpirali, ampak obene sem jih mogla tudi jaz nazaj. Ravno s tem odnosom pozitivnim do zadeve, ki nas je doletela. Takrat seveda tudi spoznaš, kdo so ta pravi prijatelji, kdo ti stoji ob strani, kdo je tisti, ki je prijatelj samo na jeziku. Tudi to se pokaže v takih trenutkih. Je izkušnja nora, ogromno se iz tega lahko naučiš. Videla pa sem, že takrat pred 10 leti, ko so me ljudje sprašvali tako po ovinkih, kaj se mi dogaja, kaj me je doletelo, kako zdaj to zgleda. In jaz sem jim odkrito odgovorila. Jaz sem spregovorila brez dlake na jeziku o zadevi in opazila sem, da so bili nekateri kar malo šokirani. Kako lahko kar tako prosto spregovorim o tem. Meni pa, priznam, to ni bilo čisto nič hudo. Meni je bilo v bistvu po eni strani še dobro. Imela sem čutek, da z vsako besedo, ki jo spregovorim z nekom, da delček te stvari iz mene ven. Tega bremena. Ja, in moram reči, tudi potem po 5 letih, ko sem videla, da sem pa klinično ozdravljena,
je bilo čudovito in še vedno vsako leto, ko grem na kontrolo in vsako leto, ko pridem nazaj domov in mi pravijo, da je vse v redu in so izvidi v redu in vsako leto znova si rečem, aha, dobila sem licenco še za 1 leto. In je čas v bistvu, da se človek veseli tega. Ja, definitivno. In tudi vidiš po take izkušnji, koliko volje dobiš do življenja in koliko volje dobiš do tega, da bi sprobal nekaj novega, neke nove stvari v življenju poskusil, spoznal. Tudi skozi to sem potem po tej bolezni začela zelo veliko kolesariti. In so mi bili vsako leto zadani novi cilji, z vedno več. Želela sem si prevoziti Vršič, ki sem ga uspela prevoziti. Ja. S tem, da sem štartala s kolesom od doma. Se pravi, vso pot od doma na Jesenice, do Kranjske gore, z Kranjske gore na Vršič in potem čez dol do Mosta na Soči, vse v enem dnevu. Od Mosta na Soči pa je seveda z vlakom domov. To mi je bila recimo taka izkušnja, zelo čustvena, čudovita, ko sem pošla na Vršič, nisem vedela, ali se smejem, ali se jokam, ampak videla sem, da zmoram tudi to. Vse bravo, vsako leto nekaj. Potem sem si zadala, da pridem na Valvazor, vsi so rekli, da Valvazor je kar zalogaj. Nisem več najbolj rosno mlada. Tudi to je bil zalogaj, zelo zanimivo, spontano sem se odločila, prišla gor brez problema. Pa 2-dnevni izlet, tudi v Brda sem že šla s kolesi, na 2-dnevni izlet, s tem, da smo takrat v Bovcu prespali. To v jesenskem času? Večinoma v jesenskem času. Kaj tako lepo? Ja, zelo, zelo težko kolesarim sredi dneva po soncu, po vročini. Tega mi glava ne prenese še od nesreče. Tako da zelo lažji kolesarim zjutraj. Res zgodaj zjutraj, da grem na kolo. Čez opoldan pa ne, to je pa prehudo. Tako da jesenski, spomladanski čas je tudi najbolj čudovita zame za kolesarjenje, poletne in toliko. Tudi pride pa pošteno senca. Tako je. Od krošnje. Pa naj. Gospa Simona Biber, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala, ker ste me povabili.